Ko govorimo o malih in srednjih podjetjih v Sloveniji, govorimo o predvsem različnih podjetjih, ki se soočajo z enakimi izzivi. Najpogostejši zadržki, ki jih srečujemo pri delu z malimi in srednjimi podjetji, niso odpor do sprememb, ampak negotovost. Kje začeti, katera rešitev je prava, kako velike sisteme sploh potrebujejo, ali se investicija izplača in kdo bo vse to koordiniral. V podjetju Kisik se zato osredotočamo na celostni pristop. Naše delo se začne z analizo dejanskih potreb in nadaljuje z zasnovo kombinacije rešitev, ki podjetju prinesejo največjo korist. To lahko vključuje sončne elektrarne, hranilnike, ogrevalne sisteme na obnovljive vire, optimizacijo potrebe ter podporo pri financiranju in subvencijah. Pomemben del prihodnjih rešitev za mala in srednja podjetja pa vidimo tudi v energetskih skupnostih. Te omogočajo povezovanje podjetij, boljši izkoristek lokalnih virov in večjo stabilnost pri oskrbi z energijo. Ne gre za univerzalno rešitev za vse, je pa zelo močno orodje tam, kjer obstajajo pogoji in interes za sodelovanje. Eden izmed takih primerov, ki so se odločili za celostno rešitev, je tudi kmetija Flis. Kmetija Flis se ni odločila, da bodo naslovili le en ukrep, ampak so rešili več izzivov hkrati. Najprej smo izvedli poglobljeno analizo energetskih potreb, tako po elektriki kot po toploti in procesni energiji. Sistem je prilagojen stalnemu obratovanju kmetije, zanesljiv, avtomatiziran in temelji na lokalnem viru energije. Rezultat je energetska rešitev, ki kmetiji zagotavlja nižje in bolj predvidljive stroške, večjo odpornost na cenovna nihanja ter manjši okoljski odtis. Kmetija je že imela 2 sončni elektrarni, analiza pa je pokazala, da ste bili glede na dejansko porabo poddimenzionirani. Zato smo dogradili še 3. sončno elektrarno in tudi baterijski hranilnik, kar jim sedaj omogoča večjo neodvisnost od omrežja. Na področju toplote smo zasnovali in vgradili avtomatiziran sistem na lesno biomaso, kotel Hargasner z močjo 100 kW, ki uporablja lesne sekance. Projekt je bil podprt tudi z možnostmi financiranja, kar je dodatno izboljšalo njegovo ekonomsko smiselnost. Takšni primeri kažejo, da energetska učinkovitost v malih in srednjih podjetjih ni odvisna le od dobrih tehnoloških rešitev, temveč od podjetij in partnerja, ki lahko celostno naslavljajo probleme.